Spoštovani, noč je dosegla svoj višek. Kar 4 tedne smo čakali praznik luči. Prižgali smo 4 sveče na adventnem vencu. Najlepše doživetje, kako luč premaguje to noč, sem doživel letos skupaj z dijaki v Želimljem, ko smo ob 6. zjutraj praznovali zornice. Bila je tema v kapeli, čista tema, razen nekaj sveč, ki so bili prižgane. Toda na obličju teh mladih, na obrazih teh mladih, ko smo obhajali sveto mašo, je vse bolj žarela radost. Tako poglejte, Bog, vsemogočni Bog, skozi vso to zgodovino pripravlja oziroma je pripravljal, kako bi našel pravi kraj, pravi čas, pravi prostor. In našel je osebo, Devico Marijo. Našel je tudi svetega Jožefa. 2 veličastni osebi človeškega življenja. In Jožef in Marija odhajata v Davidovo mesto Betlehem. Nista našla prenočišča, zato sta šla v revni hlevček. In Marija je tam položila dete v jasli. In sedaj premišljujemo, kako je to velika skrivnost za naše življenje. Kako ta vsemogočni Bog vstopa v naše življenje. Prav na sveto noč, na blaženo noč, na božični praznik, na praznik luči premišljujemo to veliko skrivnost. Ker jo kot ljudje ne moremo dojeti, si že vrsto let pošiljamo drug drugemu božična voščila. Pošiljamo jih z najrazličnejšimi sporočili. Vendar sem prepričan, da vedno v tisto voščilo zapišemo tudi svojo skrivnost in svoje sporočilo božiča. In tudi v tem trenutku vam želim, spoštovani, prebrati svoje voščilo. Sveti Matej je zapisal: imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Poglejte, Jezus se rojeva v jaslih človeškega srca. In tudi v tvojem srcu se daj prebiva Emanuel. Tvoje srce je napolnil z radostjo, plamen ljubezni te greje. O Emanuel, ti ostajaš z nami. Razžarjaj plamen svoje ljubezni v nas. Blagoslovljen Božič in srečno novo leto vam želim.